Današnji evangelij, ki je nadaljevanje tistega prejšnje nedelje, nam poroča o tistem ganljivem in dramatičnem trenutku zadnje Jezusove večerje s svojimi učenci. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 6. velikonočno nedeljo. Evangelist Janez je z Gospodovih ust in srca zbral njegove zadnje nauke, preden bo trpel in umrl. Jezus obljublja svojim prijateljem v tem žalostnem in temnem trenutku, da bodo za njim prijeli drugega paraklita, torej drugega zagovornika, branitelja in tolažnika, duha resnice. In dodaja: ne bom vas zapustil sirote, prišel bom k vam. Te besede posreduje veselje novega Kristusovega prihoda. On, ustali in poveličan, prebiva v Očetu in istočasno pride k nam v Svetem Duhu. In v tem njegovem novem prihodu se razodeva naša povezanost z njim in z Očetom. Spoznali boste, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Ko premišljujemo te Jezusove besede, mi danes zaznamo s čutom vere, da smo Božje ljudstvo, ki je v občestvu z Očetom in z Jezusom po Svetem Duhu. V tej skrivnosti občestva najde Cerkev neusahljivi vir svojega poslanstva, ki se udejanja po ljubezni. Jezus namreč pravi v današnjem evangeliju: kdor sprejme moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče. Tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Ljubezen nas namreč uvede v poznavanje Jezusa, in sicer po delovanju tega zagovornika, ki ga je Jezus poslal, torej Svetega Duha. Ljubezen do Boga in do bližnjega je največja evangeljska zapoved. Gospod nas danes kliče, da velikodušno odgovorimo na evangeljski klic po ljubezni tako, da postavimo Boga za središče svojega življenja in se posvetimo službi bratom in sestram, še posebej tistim, ki najbolj potrebujejo podporo in tolažbo. Če je drža, ki ni nikoli lahka, in to ni samo po sebi umevno niti za krščansko skupnost, je to ravno znati se ljubiti, imeti se rad, po Gospodovem zgledu in z njegovo milostjo. Včasih nasprotja, napuh, zavist, ločitve postijo znamenja tudi na lepem obličju cerkve. Skupnost kristjanov naj bi živela v Kristusovi dejavni ljubezni, a nasprotno ravno to, hudi duh rine svoje kremplje, torej se umeša in mi se včasih pustimo prevarati. To pa najbolj plačajo osebe, ki so duhovno najšibkejše. Koliko takšnih, in vi nekatere poznate, se je oddaljilo, ker se niso čutile sprejete, razumljene in ljubljene. Koliko se jih je oddaljilo od župnije, skupnosti zaradi govoric, zaradi zavisti. Sicer pa tudi za kristjane znati ljubiti ni enkrat za vselej pridobljena stvar. Vsak dan je potrebno ponovno začeti to izvajati, da bo naša ljubezen do bratov in sester, ki jih srečujemo, zorela in se očiščevala tistih omejenosti ali grehov, ki jo delajo pristransko, sebično, nerodovitno ter nezvesto. Vsak dan se moramo učiti umetnosti ljubiti.